Tole bo še en filozofski večer. Ki bo, tako kot običajno, prekratek za večino tistega, kar bi želel povedati. Bo pa tudi, tako kot običajno, nenavaden. Saj jaz upam, da je nenavaden, ker če ni nenavaden, ne zasluži svojega imena. Govorili bomo o nečem, kar je morda ena najbolj spregledanih tem, ne samo času, v katerem živimo, ampak morda zadnjih 150 let. Ena najbolj spregledanih tem zadnjih 150 let, ki ima neverjetne koordinate za razumevanje tega, kar se nam dogaja vsak dan. Skoraj nezamisljivo je, da je tej temi posvečeno tako malo pozornosti, pa še tista, ki je v glavnem zgrešena oziroma je vodi v napačne smeri. In zato je tudi prav, da na filozofskem večeru spregovorimo o tem, torej o industriji sreče. Koordinat za to razmišljanje je veliko, jaz si bom najprej naštel, potem bom spregovoril o prvi in o drugi, pol pa najbrž zmanjka časa, da bi še o tretji, še kakšni drugi. Ampak to ni nujno slabo. Prva koordinata je vezana na nek prehod. Nek prehod v času, ko Freud študira na Dunajski medicinski fakulteti in ko se Marx ukvarja s pisanjem Kapitala. To je obdobje, ki se že izteka v prehod iz 19. stoletja, prehod, ki ga zaznamuje razvoj korporativnega kapitalizma. To je obdobje, v katerem nastanejo prve korporacije in se sam kapitalizem počasi spreminja v nekaj, kar bo v 20. stoletju nujno potrebovalo to, kar je naslov tega današnjega razmisleka. To je industrija sreče. Gre za industrijo sreče. Industrija je izraz, ki nas vodi k razmišljanju o naravi korporativnega kapitalizma. Sreča je prav gotovo tema, ki nas usmerja k posameznikom. Posamezniki so na primer lahko srečni, lahko tudi niso, pa tudi k imaginarijem, v katerih se lahko človeku spontano dozdeva, da je na primer srečna lahko tudi družba, ki pripada. To je prva koordinata. Druga koordinata je približno tam nekje 80 let novejšega datuma, se pravi, sega natanko v čas, ko se loti Lacan 7. seminarja. Njegov seminar ima zelo pomenljiv naslov. Pomenljivo pa je tudi, da ga praktično ne bere nihče več, da so ga redki sploh kdaj prebrali in tudi tisti, ki so ga prebrali, v glavnem niso čisto dobro razumeli, o čem
Lacan v tem 7. seminarju govori. 7. seminar ima, kot rečeno, izjemno zanimiv naslov. Naslov 7. seminarja je, kot verjetno veste, etika psihoanalize. Etika je eminentno filozofski koncept, to je prav gotovo res. Psihoanaliza pa je pač psihoanaliza. Nekaj, kar poznajo zlasti analitiki in pa pacienti, ki se sem in tja odločijo, pa se bodo lotili analize. Lacan se torej loteva zanimive teme v času, zopet bi lahko rekli, v nekem prelomnem času. V nekem prelomnem času, ko se generacije ljudi, mladih zlasti, upirajo ali pa se vsaj poskušajo upirati natanko korporativnemu kapitalizmu. In to v času, ki se počasi že nagiba v neko drugo obdobje, v katerem živimo danes, to je obdobje restauracije oziroma neoliberalnega kapitalizma. Govorimo torej o dveh prelomnicah, dveh pomembnih trenutkih, dveh pomembnih obdobjih, eno sega v 19. stoletje, drugo sega v 20. stoletje, narazen sta si svojih 80, morda 90 let. In že iz teh dveh koordinat je razvidno, da ima industrija sreče danes morda bolj pomembno vlogo, kot je imela v času, ko piše Lacan svoj seminar, in zlasti pa je pomembnejša od obdobja, v katerem piše Marx Kapital, Freud pa še študira, ko torej še psihoanalize sploh ni. Če je v prvem obdobju še ni, je v drugem obdobju v samem naslovu Lacanovega seminarja. Pri čemer je vredno pozoriti še na nekaj. To je tretja koordinata. Tretja koordinata sega v obdobje, v katerem živi Sokrat, v obdobje, s katerim smo se že velikokrat ukvarjali, v čas, ko Sokrat in Platon in Aristotel in mnogi drugi resno in zelo dobro razmišljajo o tem, kar stari imenujejo skrb za dušo. Stari Grki ne poznajo osebnosti in jaza in selfa in drugih izrazov, ki jih danes uporabljamo, govorijo o skrbi za dušo. Govorijo o skrbi zase, za svojo dušo. Skrb za dušo je prav gotovo tudi skrb za telo, o tem ni nobenega spora. To so tri koordinate, ki jih moramo vzeti v ozir, oziroma se moramo z njimi ukvarjati, če sploh hočemo razumeti, kako je nastala industrija sreče in zakaj se krepi, zakaj je v današnjem svetu, v našem vsakdanjem življenju tega v resnici vedno več. In zakaj se nam danes spontano zdi, da je industrija sreče nekaj, na kar preprosto pristajamo. Da je to nekaj, s čimer se je tako rekoč nujno ukvarjati. Torej je vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali, zakaj se zdi, da je nujno na to pristajati oziroma se s tem ukvarjati. Začnimo s Lacanovim 7. seminarjem. Etika psihoanalize je izjemen seminar, med drugim že čisto na formalni ravni. Tisti, ki ste ga brali, veste, da se Lacan v tem seminarju loti zelo zanimive, skoraj bi rekel izjemne ali pa nikoli ponovljene logike tega, kar najdemo v Freudovih spisih. Lacan začrta
tri smeri. Tri smeri, v katere je treba oditi, da bi razumeli, kaj je etika psihoanalize in zakaj se Lacanu zdi potrebno o tem imeti celoletni seminar. Lacan najprej bere, kot vemo, zelo natančno Freuda in pravzaprav je izjemno osupljivo celo, da ga berejo tudi številni drugi, morda celo danes, kdo bere Freudove tekste, sicer dvomim, da jih, ampak morda jih vendarle kdo bere. Tisto, kar je najbolj osupljivo, pa je, da kljub branju Freudovih tekstov v glavnem ne spoznajo teh treh konceptov, teh treh zamisli, ki zaznamujejo Lacanov 7. seminar. Prvič, Freud že v 90. letih 19. stoletja, kar ni nepomembno, zato ker je v tem strogem pomenu besede otrok svojega časa in to je dobro, to je zelo dobro, to bomo videli kasneje. Zelo dobro je, da Freud v tem času že pozna, govori o gonih, ki niso instinkti, govori o gonih in Lacan to ve. Zato v njegovih besedilih gon ostane pulzija. Gon je pulzija in dokončno nima nobene zveze z biološkimi instinkti. Freud o tem kratko malo ni govoril in Lacan to ve. Torej, ko se Freud ukvarja z človekovim vedenjem, ko se ukvarja z simptomi, ki jih imajo pacienti, prav gotovo ne govori o instinktih in ga, čeprav ga na določene trenutke to zelo zanima, ampak več kot to pa ne. Torej, ga ne fascinira dejstvo, da je pod določenimi pogoji človek, človeška žival. Torej, Freud ne govori o instinktih, govori o pulziji. Zlasti je nerazumljen, še danes, v glavnem nerazumljen njegov koncept Thanatosa ali gona smrti. Celo večina analitikov ne ve, kaj s tem počne. To je prvi koncept, o katerem govori Lacan. Torej, govorimo o pulziji. Drug koncept. Govorimo oziroma o tem se pa res zlahka vsakdo prepriča, saj se o konceptu gona tudi. Ampak zanimivo je, da imajo ljudje težave, da prepoznavajo v gonih instinkte. To je vsekakor simptomatično. Drugi je torej koncept, ki je še lažje prepoznaven, še lažje ga je odkriti v Freudovih tekstih in to je koncept topologije duše. Obstajata dve topiki, obstajata dve topologiji, o katerih Freud zelo jasno govori. Prva je tista, ki se nanaša na razumevanje nezavednega, predzavednega in zavesti, in druga tista, ki se nanaša na jaz, nadjaz in on. To je popolnoma preprosto, zelo preprosto. Celo neko besedilo, zdaj v 1923, ima tak naslov, jaz in on. Freud govori torej o topologiji duše. In tretji koncept, ki zaznamuje Lacanovo branje Freuda in s tem 7. seminar, čeprav ne samo 7., je zopet koncept, ki ga vsaj intuitivno prepoznava čisto vsak človek. Čisto vsak človek mora imeti izkušnjo, da je v njem samem, stari bi rekli v njegovi duši, danes bi rekli v človekovi osebnosti, naprimer, da je v človeku torej vselej mogoče odkriti neko silo,
neko moč, za katero ljudje intuitivno vedo, da je močnejša od njih samih. Zdaj, spontana, tako rekoč spontana izkušnja ljudi je, da v njih deluje nekaj, čemu se ne morejo upreti. Da je v njih nekaj, kar je močnejše, naprimer od njihove volje, od njihovih obljub sebi ali drugim, da bodo nekaj naredili, nekaj spremenili in tako dalje. Zdaj se bliža čas, naprimer, ko bodo ljudje drug drugemu tudi voščili in želeli, da bi končno, zdaj po novem letu, pa vendarle kdo kaj tazga naredil, pa ne bo. Pa ne bo. Ker obstaja sila, ki je močnejša in posameznik jo čuti. Morda ne ve o njej ničesar, praviloma pravzaprav ne ve o njej ničesar, čuti pa jo. In morda se kdaj celo kdo vpraša, kaj je ta sila, ki je v meni močnejša od mene? Odkot je in čemu je tam? In pravzaprav, kako se ji upreti? Oziroma, kaj sploh z njo narediti? Če se ji že upirati ne da. To so trije koncepti. Trije koncepti, ki jih, kot sem rekel, Lacan razvije v treh smereh. V treh smereh, zato si je dobro pogledati, katere so te tri smeri. Govorimo o etiki psihoanalize. Govorimo o etiki, ki, če bi prebrali recimo Nikomahovo etiko Aristotelovo recimo, ali pa Spinozovo etiko, o tem smo že govorili, bi zagotovo človek lahko rekel, da je etika od nekdaj zamisel o tem, kako bi lahko človek recimo ubogal moralni zakon, moralne zakone, kako bi človek lahko nekaj storil. Gotovo je etika koncept, ki nam daje misliti ali pa ki nas povezuje z nekim vprašanjem. Nekim vprašanjem, s katerim se prej ali slej vsakdo sreča v svojem življenju. To je vprašanje, kaj boš storil, kaj boš naredil onkraj tega, kar se vsak dan pač človeku ponuja, recimo v obliki rutin, ki jih pač pravi. Kaj boš storil in gotovo je to vezano na idejo dobrega. Na idejo dobrega. Torej, kaj boš storil v svojem življenju, da se boš tako ali drugače navezal na idejo dobrega in gotovo že lahko slutimo, da je koncept etike vezan na moralno dolžnost, da je za tem neka dolžnost. Da je pravzaprav, kot bi rekel Immanuel Kant, za tem zakon. Kar pomeni, da je etika nekaj, do česar nikakor ne moremo biti brezbrižni, tudi če bi hoteli biti, češ zame pa moralni kategorični imperativ, recimo ne velja. Tega preprosto ni mogoče reči, ker vedno velja, ker objektivno velja. To je pomembna koordinata vsake eksistence, vsakega človeka. Moralni zakon za nas velja, pa če mi vemo o tem kaj, ali pa če ne vemo ničesar. Če nam je mar, ali pa če nam ni mar. Vselej se že naslavlja na nas. Vprašanje, recimo od Aristotela naprej, gotovo je, kot sem rekel, kaj boš storil glede tega? Ker nekaj boš vselej storil. To je zelo pomembno. Tudi če človek ničesar ne ve, o tem je vselej nekaj že storil. Glede moralnega zakona. Vselej se je že opredelil v odnosu do njega. To je objektivno dejstvo, ne glede na to, kaj si o tem misli. Torej ne more do kategoričnega imperativa, naprimer, kot bi rekel Kant, človek preprosto ne more biti brezbrižen. Ok, torej govorimo o etiki in govorimo o psihoanalizi. Govorimo o psihoanalizi, ki nikakor ni terapija, o tem smo že veliko govorili, in nikakor ni zdravljenje. Analiza z zdravljenjem ljudi nima nobene zveze. In ni terapija, nikoli ni bila, in Freud se je kategorično upiral, da bi jo kdo poskušal spremeniti v terapijo, čeprav so jo zlasti Američani. Kar ni nepomembno. Zlasti Američani so jo spremenili in je močno, zelo močno prispevala njihova sprememba psihoanalize v terapijo na to, kar imenujemo industrija sreče. Prav gotovo, razvoj ameriškega, zlasti ameriškega v tistem času, recimo govorimo o drugi polovici 19. stoletja, korporativnega kapitalizma je neposredno povezan z
spreminjanjem tega, kar imenuje Freud psihoanaliza, v nekaj drugega, v določeno obliko terapije, ki močno podpira industrijo sreče. V določenem primeru bi celo lahko rekli, da industrija sreče brez tega, brez spreminjanja, naprimer analize, analitičnega diskurza v terapije, morda celo ne bi bila mogoča. Ali pa bi imela zelo velike težave, ker bi pač morala iznajti kaj drugega. Industrija sreče, brez tega ne bi bila mogoča. Kot sem že prej rekel, beseda sreča se vsekakor nanaša na posameznika in čisto mogoče je, da si včasih človek zaželi, da bi bil recimo vsaj malo srečen. Ali pa da bi bil malo manj nesrečen v svojem življenju. Zagotovo tako je. Govorimo torej o tem, kar je v središču Freudovega zanimanja in to vse življenje. V središču Freudovega zanimanja je neko temeljno vprašanje. Kaj je naloga analize oziroma analitika? Kaj naj bi pacient postal po koncu analize? Kakšen naj bi bil? Gotovo je na to vprašanje treba odgovoriti. In seveda, in to je danes zelo popularno, prepričanje, čeprav je psihoanaliza že zdavnej popljuvana in je tako rekoč ni več, prevladuje industrija sreče, prevladuje terapije, zato je dosta nezunaj terapeutov, ko listje trave, ker jih pač industrija potrebuje. Industrija sreče potrebuje terapeute, da bi osrečili ljudi. Freuda to ne zanima, oziroma v tem prepoznava celo simptome. Njega zanima malo bolj resno odgovarjanje na vprašanje, kaj naj bi se zgodilo s pacientom v analizi in kakšen naj bi bil. Seveda tudi njemu se je ponujalo, kot je mogoče pričakovati, zakaj pa ne, se tem in čisto nič nenavadnega, se je ponujalo, recimo, ponujal odgovor na vprašanje, ki bi bil recimo tale. Pacient je nevrotik, kar pomeni, da ima določene težave in po koncu analize bi bilo zelo zaželeno, da je recimo čim bolj normalen. To bi bil lahko eden od odgovorov. Ljudje so po malem obsedeni z normalnostjo, danes so dejansko obsedeni, zato so številni nenehno pod stresom in se ves čas sprašujejo, ali so še normalni. Oziroma, kako biti normalen danes v tem zblojenem svetu. To je resno vprašanje. To ni bilo samo vprašanje, s katerim se je pokvarjal Freud kot analitik, veliko vprašanje, s katerim se danes sooča v vsakdanjem življenju vsakdo. Kako biti normalen? Recimo, da nas to zanima. In lahko nas zanima. To je lahko relevantno vprašanje. Kako biti normalen? Oziroma, kaj narediti, da nas ne bodo imeli za preveč nenormalne. Meni imajo, na primer, vsak dan za nenormalnega, in jaz sem s tem že se navadil živeti. Meni ni problem živeti s tem, da sem nenormalen. Pravzaprav, I like it. Meni resnici to všeč, zato ker imam zadnji koncept, ki znam to pojasniti. Ja, pa številni ljudje pa ne znajo pojasniti. Ne, njih prizadenem. Če kdo reče, da so nenormalni, ker iz tega ne znajo narediti, recimo, filozofske razprave. Jaz to poznam. To je lahko pozitivna, zelo pozitivna stvar. Zame? Torej, Freuda zanima nekaj drugega. Zanima ga, da bi analiza pacienta spremenila v nekaj normalnega. Ne zanima ga, da bi analiza pozdravila pacienta, čeprav se uporablja ta izraz, in tudi Freud ga je uporabljal pacient, vendarle ne gre za človeka, ki je bolan. V analizo ne pridete zato, ker ste bolni. Nikakor ne. Če ste bolni, pridete recimo s psihiatrom, pa vas zdravili, recimo. V analizo ne pridete zato, ker ste bolni. Zagotovo pa pridete, ker verjamete, ker ste prepričani, da ste se soočili z nekaterimi dilemami v svojem življenju, da ste se soočili z nekaterimi problemi in da ste, ali pa da proizvajate ob tem, ko se soočate z dilemami in problemi, da proizvajate simptome, ki vam nikakor niso všeč. In se jih želite znebiti. Zase ne mislite, da ste bolni, ni nujno, da mislite, da ste nenormalni, pravzaprav je največkrat ravno obratno, ljudje zelo mislijo, da so normalni, in pridejo v analizo
pridejo v analizo, in to je zelo dobro, z nekim intimnim prepričanjem, ki ga ne znajo čisto dobro artikulirati, zato se tudi oglasijo pri analitiku, z intimnim prepričanjem, da obstajajo problemi, da obstajajo dileme, ki morda niso samo njihove dileme in njihovi problemi, da so morda, to bi bila lahko začetna hipoteza, in tudi če pacient tega ne ve, da so problemi in dileme, s katerimi se srečuje pacient, problemi in dileme, s katerimi se srečujejo vsi, oziroma se srečuje vsakdo. Se srečuje vsakdo, naprimer pomislite samo na zelo preprosto razhajanje, ki je značilno za vsako možno eksistenco človeških bitij, ki si jo lahko zamislite, to je razhajanje med simbolnim mandatom, ki ga ima recimo kakšen posameznik in njegovim empiričnim vsakdanjim življenjem. Vsak človek se v svojem življenju sooča z razhajanjem med tem, kar od njega terja recimo simbolni mandat. Vzemite katerikoli simbolni mandat. Bodite oče, bodite mati, bodite stari oče, stara mati, bodite otrok, bodite najstnik, bodite učitelj, bodite profesor, bodite predsednik države, ni važno. Vsak simbolni mandat je tak, da prej ali slej začutite, da imate težave, ker se vaše empirično vsakdanje vedenje ne ujema čisto s tem, kar terja simbolni mandat od vas. Vsakdo ga ima vključno s predsednikom države in papež tudi. Ne more biti drugače. Sleherno človeško bitje ga ima, ker ne more biti, vsaj zlepa ne, na ravni lastnega simbolnega mandata. Vsakdo se to ne mora vprašati, naprimer, ko se človeku rodi prvi otrok, se mora vprašati, ok, fajn, od zdaj naprej so recimo oče ali mati, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Kako naj bom oče, mati in tako dalje, da bom na ravni seveda samega simbolnega mandata. To nikakor niso enostavna vprašanja. In nevrotik zato ni nenormalen, ni bolan. On je pravzaprav tisti posameznik, ki ta vprašanja na nek način jemlje zelo zares. In samemu sebi prizna, da ima pri tem težave. Ne vem, kaj naj s tem naredim, oziroma očitno je, da generiram simptome. Nastajajo problemi, ki se ponavljajo. Torej, obstaja nekaj, kar Freud zapiše že zelo zgodaj, ko se rojeva psihoanaliza, in to je prisila k ponavljanju. Zakaj določene stvari v življenju nenehno ponavljam? Tudi če jih nočem ponavljati, tudi če so mi v škodo. Zakaj to delam? Kar je vprašanje povezano s tistim, kar smo prej rekli, ko smo govorili o lokalnem seminarju, se pravi, obstaja neka sila, s katero ni enostavno češen zobati, če lahko tako rečem. Obstaja sila, ki se ne moremo upreti. Ki se ne znam upreti, niti tedaj, ko se hočem. Niti tedaj, ko napnem vse svoje potenciale in vključim svojo silno moč volje ali pa kaj takega. Nič bolje ni. In seveda, se to terja resen razmislek. In analiza je diskurs, v katerem se resno lotimo razmišljanja o teh problemih, s katerimi se oglasi pacient. In seveda, že iz tega je mogoče sklepati, da je naloga ali dolžnost analize, da pripelje pacienta do določenih odgovorov na vprašanja. Do tistih odgovorov, do takih odgovorov, ki bodo vsaj malo boljši od teh, ki jih morda že sam nosi seboj, pa zaradi tega generira simptome. Gotovo je, in Freud pri tem vztraja vse življenje, cilj analize, da ima pacient vsaj kakšen simptom manj, kot pa ga je imel ali pa kot jih je imel na začetku. Samo to ni zdravljenje. Nekaj drugega je. Biti moramo veliko bolj precizni. Kaj to je? To je prvo, torej temeljno Freudovo vprašanje. Kakšen naj bi pacient bil? No, po koncu analize. In prvi odgovor. Imel naj bi manj simptomov. Nihče še ne govori o nikakršni sreči. Freud nikoli ni rekel, da bi bil pacient po koncu analize srečen. Nikoli. To, da imate kakšen simptom manj, ne pomeni, da ste srečni. Oziroma,
o konceptu sreče je še treba razpravljati. To je še druga tema, do kateri še sploh nismo prišli. Gotovo je res, in to je druga velika Freudova tema povezana z topologijo človekove duše. To je tema, ki je povezana še z enim radikalnim vprašanjem, s katerim se zopet nujno sooča čisto vsak človek, pa če to prizna ali ne. To je vprašanje, kako potem, ko vse vem, ko mi je vse jasno, ko so mi razložili, ko sem prebral knjige, nekaj narediti. Ljudje so pogosto spontano prepričani, da obstaja kontinuirana pot od enega načina vedenja ali pa enega načina življenja k drugemu. Če bom dovolj, recimo pacienti veliko krat rečejo, katero knjigo naj preberem. Češ, povej mi, katere knjige naj preberem, jaz bom te knjige prebral in potem se bojo stvari kar spontano spremenile tako, da bo drugače. Ne bo. Lahko preberete vse knjige tega sveta, pa ne nič drugače. Recimo s kakšnim vašim simptomom. Ne bo. Ker je simptom treba analizirati in je vsak simptom idiosinkratičen. V nobeni knjigi ni opisan, ker ne more biti. Potem bi morala biti to neskončno obsežna knjiga, kjer bi popisali vse simptomi pa neskončno veliko, bi morala to biti neskončno velika knjiga. S knjigo se ne da pomagati, preprosto se ne da. Pika. Kaj ti? In Freud se dokoplje do tega spoznanja. Prehod ni kontinuiran, ampak je diskontinuiran. Diskontinuiranost pa pomeni, da, na primer, vzemimo drugo Freudovo topiko. Razmerje med jazom in nadjazom. O tem smo tudi že govorili. Bolj ko bogate nadjaz, slabše vam gre. Bolj ko ste pridni, bolj ko skušate biti normalni, bolj ko skušate biti prilagojeni, slabše vam gre. Ker je nad vami nadjaz. Ker je odnos med nadjazom in jazom pravzaprav na nek način paradoksen. Bolj ko ga ubogate, bolj ste krivi. Prav mislite ravno obratno. Verjamete, da če se boste dovolj dobro potrudili, da bo nadjaz njim zadovoljen. Ne bo. Ali pa da boste vi srečni. Ne boste. Samo ubogljivi boste pa izčrpani. Pa zmatrani, vedno bolj, potrujeni, pa živčni, pa postrezani. Ne bo šlo. Treba je narediti nekaj drugega. Do tega se treba šli dokopati. V vsakem primeru pa, ko pacient recimo pride do roba. Pacient lahko pride do tega roba. O tem smo tudi že govorili. Pacient pride do roba lastne eksistence. In ta rob je zelo nenavaden. In človek se ga spontano boji. Mi se spontano bojimo priti do roba lastne eksistence, kajti na tem robu se soočamo s samimi pogoji svoje eksistence. Tega pa ne želimo. Mi bi radi, da eksistenca preprosto je. Da eksistiramo. Mi se ne želimo ukvarjati s pogoji lastne eksistence. Bi najraje videli, da naša eksistenca preprosto mirno teče, mirno kot barka, pa je rekel Prešeren, od začetka pač do konca. Pa ne more. Nikoli ne more, preprosto ne more teči tako. Prehodi so torej taki, da se moramo nečemu odreči. V tem je logika diskontinuiranosti. Dokler se nečemu ne odrečemo, simptomi vztrajajo. To je Freudov aksiom in Lacan ga jemlje zelo resno. In to nas pripelje še k tretji veliki temi, s katero se ukvarja Freud, in to je logika pulzije oziroma gona. To je zares težko razumeti. Večina ljudi tega ne razume. Pulzija, kot že izraz pove, daje slutiti. Je na nek način celo boljši od gona. Izraz mogoče so celo boljši. Pulzija gotovo pomeni, oziroma daje misliti, da se lahko v človekovem življenju nenadoma nekaj abruptno zgodi. Se pravi, nenadoma se nekaj radikalno spremeni. To je pulzija. Zato Lacan
pulzijo razume kot zmožnost človeškega bitja, še enkrat poudarjam, to je nobene zveze z biološkim instinktom, kot zmožnost človeškega bitja za to, kar sicer, recimo Heidegger se je 20 let s tem veliko ukvarjal, kar sicer v filozofiji imenujemo odpiranje. Pulzija je vezana na zmožnost odpiranja. Človekova eksistenca se lahko odpre nečemu, kar je radikalno novo oziroma drugačno. To je pulzija. In zato je Freud seveda več kot upravičen, da uporablja izraz thanatos ali gon smrti. Zakaj? Čisto preprosto. Če hočemo razmišljati, da se rodi nekaj popolnoma novega, potem moramo razmišljati, da se nekaj starega prekine. Ne more biti drugače. Logično nemogoče. Se pravi, za rojstvo novega mora nekaj umreti. Nekaj starega se prekine, zato je Freud večkrat poudaril, da je thanatos upravičeno seveda destruktiven. Nekaj ugasne, nečesa ni več, nečemu smo se odrekli in lahko se rodi novo. Brez tega preprosto ne gre. Zato je thanatos, pravim še enkrat, več kot upravičeno, gon smrti. Ljudje se bojijo tega izraza. In so povezovali, še vedno povezujejo gon smrti z uničevanjem, z vojnami. Vojne so izraz gona smrti, kje pa? Tudi približno. Tudi slučajno. To niso, še enkrat, biološki instinkti po uničevanju, potem da ljudje, ne vem, potihem sovražijo drug drugega, da se, da vem, med seboj tekmujejo, da bi se iztrebili, pobili, tudi približno ne drži. Večji del zgodovine oziroma evolucije človeških bitij temelji na solidarnosti in medsebojni pomoči. To, da smo mi v 20. stoletju potisnili človeštvo na rob uničenja in se med sabo pobijali in tako naprej, nam niti približno ne dovoli, da celotno evolucijo, ki sega 100 tisočletja nazaj, naddoločimo s temi izrazi, češ ljudje so se vedno pobijali med sabo in tako naprej. Preprosto ni res. Empirično je držimo, dovolj evidenc, ki dokazujejo nasprotno. In tudi Freud seveda se tega zaveda. Torej, thanatos ima nobene zveze z vojnami in uničevanjem in tako naprej. Ima pa seveda v nekem zelo strogem pomenu besede, zakaj mu ne bi rekli filozofski, zvezo z destrukcijo, z uničenjem. Na trivialni, banalni, vsakdanji ravni, ta primer se večkrat uporablja, je popolnoma jasno, da če hočete narediti omleto, da morate najprej razbiti kakšno jajce, recimo. O tem govorimo. Ne pa o vojnah in klanju in pobijanju, vsi ljudje so po malem nagnjeni k zlu in so psihopatski in tako naprej. To so zelo problematične misli, najmanj, kar lahko rečem. Torej, govorimo o etiki psihoanalize in o konceptu, torej, pulzije oziroma zmožnosti človeškega bitja za odpiranje novemu. Prva zadeva. Govorimo o topologiji človekove duše in o zmožnosti oziroma zmožnosti človeškega bitja, da se zgodi v njegovem življenju nekaj diskontinuiranega. Se pravi, da se zgodi prehod, ki je abrupten, ki je nenaden ali, če hočete, ki je revolucionaren. Ta ideja, o kateri bomo še govorili, ki je izjemno pomembna je v tem času, veliko bolj pomembna, kot si ljudje sploh predstavljajo. Zdaj je ravno kar sedijo ljudje tam v Parizu in modrujejo in iz tega se bo izcimilo bore malo. Iz tega se bo izcimilo bore malo, kaj ti klimatske spremembe so za kapitalizem, kakršnega poznamo, kratko malo prevelik zalogaj. Spreminjanje ali pa vplivanje, ali pa poskus vplivanja na klimatske spremembe, kakršne so in še večje bodo, ne more biti profitabilen po definiciji. Kapitalizem pa natanko to je. In zanimivo je, kolikokrat boste slišali o tem, se lahko sami pripričate v tem času, zdaj, v tem tednu, ali pa mogoče naslednji tedni, ko komentirali ta sklepni dokument iz Pariza, koliko komentatorja bo sploh prišlo na to idejo.
Seveda, na neki osnovni ravni je lepo slišati, zmanjšali bomo emisije CO2, pa metana, pa ne vem katerih plinov, jedrske elektrarne bomo delali in vetrne elektrarne, ne vem kaj že. Fajn, kdo bo to plačal? Kdo bo to plačal? Kateri kapitalist bo dal denar za vse to? In zakaj bi ga dal, če ne bo profitabilno? Zdaj, ko se govori o lepih stavkih, vsi politiki tega sveta so naklonjeni, imeli so velike govore, skrajni čas je, klimatske spremembe so res antropogene, nekaj moramo narediti, da ne bodo zanamci živeli na opustošenem planetu. Fajn! Eden ni spregovoril o tem, koliko bo to stalo in kdo bo dal denar za razvoj novih tehnologij, da bi recimo v nekem doglednem času, kaj so jim v naslednjih 50 letih, čeprav so to že izračunali. V naslednjih 50 letih bi morali nameniti, če bi resno hoteli razvijati nove tehnologije, da bomo sploh znali vplivati na podnebne spremembe, ker so tako gigantske, bi morali nameniti vsaj 1400 milijard evrov. 1,5 bilijona približno. Zdaj je pa trenutek, da se usedemo dol, potegnemo ven denarnice in rečemo tako. Kdo bo to plačal? Jaz še nisem slišal v tem času in zelo natančno sledim, kaj se dogaja, enega, ki bi rekel, jaz sem pripravljen prispevati, ne vem, milijardo. Od 1400 milijard. Zdaj je pod resnim vprašanjem natanko logika profitabilnega, neoliberalnega kapitalizma. Nekdo bo to moral plačati. In kapitalist po definiciji da cash takrat, ko računa na profite. Drugače preprosto sedi na denarju in ne da od sebe ničesar. Po definiciji. Kapitalist ni Denak Mraz in ni dobrodelnež, oziroma tudi, ko je dobrodelnež, zelo dobro ve, zakaj in čemu je, ker se bo na dolge proge splačalo in bo imel še več kapitala, kot ga ima na začetku, pri čemer kapital nismo denar, to najbrž vemo. To je resno vprašanje, ki je recimo na skrajnem robu tega, o čemer danes govorimo. In dobro je imeti pred seboj to opozicijo. Na eni strani imamo recimo industrijo sreče. Danes o tem govorimo o nekih osnovnih temeljnih koordinatah, ki so nujne za sam razvoj industrije sreče, kot rečeno. Nekaj se mora dogajati s posamezniki, kajti samo posamezniki so lahko srečni, pa recimo, da verjamemo, da v imaginarijih so tudi družbe lahko srečne, kar je že bolj problematično, ampak se vseeno, gotovo to velja za posameznike. In gotovo govorimo o industriji, govorimo o korporativnem kapitalizmu, ki po definiciji temelji na profitabilnosti. To bi, po mojem mnenju, počasi moralo postati jasno in mislim zaradi mene same, zaradi mene osebno, mislim zaradi sprememb, klimatskih sprememb, zato ker gre svet hudiču. In danes se norčevati recimo iz Marksovega kapitala pravzaprav pomeni norčevati se iz vsega. To pomeni ne jemati resno tega, kar se nam objektivno dogaja ta hip, kot sem že prej rekel, pa če mi to vemo ali ne. Ker se podnebje dramatično spreminja, pa če mi 1000krat rečemo, da se ne. Prosim. Zdaj pa sem vprašal, ali po vašem mnenju Sokrat v svojih pogovorih koga osrečil? Sokrat ni bil filozof, ki bi imel zelo preprosto idejo, kaj sreča pomeni. Gotovo pa je, da jo je imel. Gotovo je, da je imel srečo, to se lahko prepričamo, beremo Platonove tekste. In hiter odgovor na vaše vprašanje je, ta je sicer malo sofističen, ampak je vseeno dober, o njem bi lahko razpravljal. Ne morem jaz osrečiti vas. Morda pa vi lahko osrečite sami sebe. Ampak to je pravi, mačkeno sofistično, malo je na hitro rečeno, kaj ti, jaz bi se raje navezal na to, o čemer že sicer govorim, pa mogoče lahko to priložnost izkoristim. Če se vrnemo k vprašanju, recimo,
posameznika, ki se oglasi v analizi in se vprašamo skupaj s Freudom, kaj se s tem posameznikom dogaja. Ali, že prej sem omenil, ne, ali se on osrečuje, ali je vsak trenutek v vsakem pogledu vse bolj srečen. Ne, to je patetično. Ne, v nekem drugem smislu bi moral pravzaprav reči, pravi, v nekem smislu, ki pa mora biti natančno artikuliran, da ravno srečen ni. Zakaj torej gre? V analizi nas mora zanimati, po definiciji nas mora zanimati to, kar imenujemo resnica. Naprimer, resnica pacientovega trpljenja. Obstaja resnica pacientovega trpljenja. Mi lahko odgovorimo na to vprašanje, zakaj, čemu ta človek trpi. Prav gotovo, da trpi, če je prišel v analizo. Simptom po definiciji zopet pomeni trpljenje. Torej, obstaja resnica posameznikovega trpljenja. In ker je človek družbeno bitje, resnica posameznikovega trpljenja v resnici nikoli ni zgolj njegova. Najmanj, kar zajema, je oče, pa mati, ali pa še širše okolje. Se pravi, ko pacient spoznava, ker nas zanima resnica njegovega trpljenja, ko spoznava resnico lastnega trpljenja, vse drugo je, če vzameš tablete, greš domov, pa ti reče, sej bo dopamin svojo naredil, ti pa všteje do konca življenja. Fajn, sej mogoče tudi bo. Ampak tebe v tej perspektivi niti približno ne zanima, niti ne zastavi se ti vprašanje, kaj je resnica mojega trpljenja. Ker si morda vesel, da dopamin upravlja svoje vaješune tablete in si vsaj bolj srečen. Ne, nisi, ne. Torej, ampak gremo nazaj. Nas zanima resnica trpljenja. Zdaj, bolj ko jo spoznavamo, kaj se mora dogajati, ali je res človek vedno bolj srečen? Ne, vedno bolj se dogaja to, kar mi je napisala par dni nazaj Ana, nekateri pač veste, kdo je to, ne, iz teh knjig. Zdaj sva napisala 4. knjigo, ki bo zdaj išla. Mi je fajn napisala. Veste, kaj je rekla? Bolj, ko sem ugotavljala podrobnosti svojega življenja, svoje preteklosti, bolj sem spoznavala, pazite zdaj to, bolj sem spoznavala, kaj vse bi se moralo zgoditi, pa se ni. Ne vem, starši bi me morali imeti radi, oče me ne bi smel posiliti, bla, bla, bla. Mislim, da to lahko sprejmemo. Da to ni zdaj patetično, moralistično ugotavljanje za nazaj, kaj bi se moralo. Ne, govorimo o nekih zelo elementarnih medčloveških odnosih, recimo oče, mati, otrok, pa neko minimalno sprejemanje, medsebojno spoštovanje in tako naprej. Skratka, starši glih ne posiljujejo svojih otrok in najbolj se strinjamo s tem. Ampak pravi, bolj ko sem to spoznavala, bolj na nek način sem bila prizadeta, ker sem videla, kaj vse bi se moralo zgoditi, pa se ni. Spravi, kot da bi se odprla na nek način Pandorin skrinjica. Prej, dokler nisem razmišljal, ko sem živel recimo v nekem svetu, fantazmatskem svetu, svetu iluzij, ko se mi niso postavljala taka vprašanja, ko sem pač živel, z dneva v dan pač živim, si mislim, pač tako je, lej, tak sem, rojen sem v takem času, sprijazni se, bla, 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 vsi to poznamo. V tej perspektivi, v teh perspektivah se nam določena vprašanja nikoli ne zastavijo. Ali pa tudi, če se nam, jih praviloma odrinamo. Ne bomo o tem razmišljali, to je prezahtevno, brez veze, ne bom danes, nisem pri volji. Zadnjič, recimo, mi rekla ena dijakinja, zanimiv tak pogovor sva imela, v enem trenutku reče tole. Pogovarjam se s svojim sošolcem, stara sta oba 19 let, vsak 19 let, in pravi, bil je tak turoben siv dan in sem mu rekla, sošolcu namreč, jaz bi pa danes bila raj doma, kot pa v šoli, tak dan je brezvezen. Pravi, ja, sej, imaš prav, danes bi bilo pa res bolj biti doma. In ona pravi, ja, bi bila doma, pa tako. Pa on reče, in kaj bi pa počela, recimo, če bi bila danes doma? On reče, ja, tako, mogoče kakšno knjigo prebrala in on čist ven pade. Pa kaj? Kako knjigo? Pač tako, mene pa všeč. In reče, en stavek ji reče, dober stavek. A ne bi raj kaj bolj produktivnega počela? Moraš brati knjige. In seveda to je v perspektivi pacientov. Zdaj namenoma uporabljam ta izraz. Mislim, da so zdaj pacienti samo tisti, ki pridejo na analizo, tam je cel kup pacientov, če me ne vprašate, pa sploh ne vejo, da so pacienti.
v perspektivi recimo pacienta se določeno vprašanje kratko malo ne zastavijo. O tem ne bomo razmišljali. To je preveč zahtevno, to je preveč turobno, ta tema je preveč, ne vem, smrt, to je preveč depresivno, ne bomo o tem govorili. Dajmo raje kaj, iz registra sreče dajmo raje, industrija sreče, ne? Dajmo se raje zabaviti, dajmo malo na Facebook, dajmo malo rolati po YouTubeu, dajmo malo pogledati, kje fotke so kar preletele na tiste profile itd. Se pravi, tukaj obstaja neka stroga selekcija, naprimer vprašanj, s katerimi se bomo soočali in s katerimi se ne bomo. Ali pa tem, o katerih bomo razmišljali in o katerih ne bomo. Ali pa, če hočete, globine, do katere bomo šli in meje, od katere naprej preprosto ne bomo šli. Rekel sem pa že večkrat, v analizi se nič od tega ne more zgoditi. V analizi bo zastavljeno vsako vprašanje, ki mora biti zastavljeno. Vsako vprašanje bo zastavljeno. V analizi bo povedano vse, kar mora biti povedano. V analizi ni nobene prizanesljivosti. Ja, imate prav, to je težka tema, o tem pa raj ne bova. To ni analiza, potem gremo raj za šank, pa malo čakamo. Ampak to pa počnemo že itak, pa nam nič ne pomaga. Se pravi, v analizi se mora zgoditi nekaj drugega. Celo nasprotno, lahko rečemo. V analizi se bomo lotili najtežjih vprašanj, ker samo tako lahko pridemo do resnice vašega trpljenja. Ali vas bo to osrečilo? Ne. Najprej bo šlo navzdol, zelo navzdol. Najprej bo šlo zelo navzdol. Ko ugotavljamo, kaj se mi je zgodilo, koliko krivic, to sem že čisto pozabil, sploh nisem več imel v mislih, zdaj se spomnim, v šoli so me zafrkavali, takrat sem se tako počutil, ne vem, bil sem takrat prizadet, pa ni bilo nikogar, da bi se z njim pogovoril. Mislim, z eno besedo, a veste, človek je pravzaprav v principu bolj ali manj hiša strahov. In ko to odprete, je najprej tisto groza. To pravljice o srečnem otroštvu in koliko je bilo vse fajn, to so bolj pravljice, pa miti. Se pravi, ali je to zdaj povezano s srečo? Na nek paradoksen način pa je. Kaj ti? Pravim, Sokrat ni bil naiven človek. Seveda je smiselno in mogoče govoriti o sreči. Nikakor ne mislim, da zdaj je to ideološki termin, se ne bomo z njim ukvarjali. Ne, Epikur je o tem pisal, govoril še pa še. Rekel bi tole. Sreča ima, ko smo določene stvari premislili in podobno, zelo oprijemljive koordinate. In če mene vprašate, je ena od koordinat, natanko ta, ki jo mimo grede, tako rekoč omenja Alain Badiou v svoji etiki, o zavesti o zlu, čeprav ne govori o sreči, pa vendar mislim, da zna biti to povezano, vsaj na en subtilen način. In si da reče, ugotovil sem, in to bi lahko ugotovil vsak človek, da v življenju zagotovo obstajata dve vrsti zadev. Ene so tiste, na katere preprosto ne moremo vplivati. Kako to vem? Z razmišljanjem. Ugotovil sem, da na nekatere stvari ne moremo vplivati. Na nekatere pa lahko. In jaz bi tvegal celo definicijo, svojevrstno definicijo sreče. Srečen je človek, ki stvari, na katere ne more vplivati, zgolj ravnodušno prenaša. Poudarek je na besedici ravnodušno, se pravi, ne mečem se ob tla, ne jamram in ne stokam in ne pulim si las in ravnodušno jih prenašam. Vso svojo energijo pa usmerjam v tiste stvari, za katere sem ugotovil, da bi jih pa morda lahko spremenil, ajde vsaj toliko. In trdim, da je občutek sreče s tem neposredno povezan. Se pravi, ne zato, ker je Sokrat nekoga naredil srečnega. Ne, ta človek je samega sebe osrečil. To bi bil en tak odgovor, sorazmerno na hitro. Je pa povezan s tem, o čemer govorimo. Zdaj moramo se vrniti nazaj. Tisto, kar bi rad poudaril, je še en koncept, še en temeljni psihoanalitični koncept, Freudov koncept. To je koncept psihične ekonomije. Freud v času, v katerem živi, se pravi 1885, 1890, do leta 1900, on pobere celo vrsto
konceptov, ki so bili takrat zelo aktualni, recimo koncept psihične ekonomije ni brez povezave z Marxovim kapitalom, čeprav ga Freud ni bral. Freud ga ni bral. Ampak danes iz te perspektive vemo, da je, in tudi na ključe, da je uporabil ta izraz ekonomija. Psihična ekonomija. Zato je že na tej ravni treba reči, in pri tem bi rad ustrajal, je treba Marxa brati skupaj s Freudom oziroma obratno. To resnično mislim. Marxov kapital in Die Traumdeutung, recimo, to je, ne, zame je to obvezno čtivo. Če kdo resno želi danes razumeti, naprimer, ustroj, topologijo človekove duševnosti, pa vsa ta vprašanja sodijo zraven, s katerimi smo se danes recimo tudi srečali. Zakaj ljudje, naprimer, lahko zelo dolgo časa pristajamo tudi na tisto, kar nas neposredno izkorišča. Zakaj lahko pristajamo in tudi pristajamo na to, kar nas pohablja, recimo, kar nas uničuje. Ljudje to počnemo, vsak dan bolj ali manj, to počnemo. Vprašanje je zato relevantno, ampak do odgovora lahko pridemo in eden od načinov, recimo, kako si pri tem lahko pomagamo, je koncept psihične ekonomije. In natanko v tem času, če berete, pravi, torej Marxa, če berete nekatere druge avtorje, če berete avtorja, ki ga je imel Marx zelo rad, to je Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, on je bil iskreno zainteresiran, kako bi povečevali občutke sreče pri ljudeh. On je bil iskreno prepričan, da je, recimo, možno, seveda, z industrijo, s kapitalom, s korporativnim in tako naprej delovanjem, povečevati srečo. In v tistem času, v času, ko Marx piše Kapital, ko Freud počasi napreduje iz neurologije proti psihoanalizi, v tistem času se rojeva, samo treba kakšno knjigo prebrati, izjemno zanimive ideje, kako bi lahko postalo, ali pa se je zgodilo to, kar se v 20. stoletju tudi je, namreč, da bi tako imenovani svobodni trgi, to je fraza, ki jo zelo radi uporabljajo, pa v glavnem ljudje niti ne vejo, kaj to je, sploh pa ne drži, trgi tudi slučajno niso svobodni. Ampak kako bi z svobodno tržno ekonomijo ustvarili ali pa spremenili, recimo, svet v gigantsko trgovino z dobrinami, ki so namenjene povečevanju, recimo, blagostanja ljudi in celo občutkov sreče. Resna ideja, ki se ni rodila seveda v drugi polovici 19. stoletja, rodila se je prej, ampak recimo Jeremy Bentham je eden od avtorjev, ki se je tem vse življenje imel res velik vpliv na razmišljanje takratnih avtorjev, ne samo ekonomistov, cela vrsta, zlasti psihologije. Ne vem, če je kdo kdaj že študiral usporedno, tega ne počnejo tudi na Ljubljanski univerzi, ne, študenti psihologije, tem ne slišijo enega stavka, kar je žalostno. Zelo zanimivo je brati usporedno zgodovino ekonomije korporativnega kapitalizma z konca 19. stoletja do danes in zgodovino psihologije oziroma potrošništva. Ekonomija brez psihologije ne more obstajati. Ne more. Ker ne more delovati tako, če pa bi, pa ne bi dolgo časa, da ji vsaj približno ni jasno to, kar imenuje Freud psihična ekonomija. Veste, to, da dobrine zadovoljijo potrebe ljudi, to je preprosto neumnost. Ljudje nimajo nobenih potreb, ki bi bilo treba zadovoljevati, ker jih itak vse že zadovoljujejo. Osnovnih bioloških potreb je tako malo, nobenega kapitalizma naravno. To so ljudje zadovoljili tudi pri 50 tisoč leti, pa pri 100 tisoč leti, pa še prej. Živali pa to itak počnejo z lahkoto. Ne. Tisto, kar je pomembno, ko govorimo o psihični ekonomiji ljudi, Freudov koncept. Sada, kad ljudi napravi minus, pa onda psihični bolesnik ga ne mogu puto mogli. To je ekonomija. Aha, ok, no, če se jaz to prav razumel. Čakaj, da stavek do konca povem. Torej, med psihično ekonomijo
in recimo, gospodarstvi, ne, ekonomijo, ki v vsaj določenem segmentu, ne, pa določenem temelju, bom raje rekel, stoji na zelo resnih, to moramo vzeti kot tako, ne, kot zelo resnih idejah, iskrenih idejah, kako ne zadovoljevati človekove potrebe, ampak želje, čistih in razumem. Kapitalizem danes zadovoljuje, poskuša zadovoljevati in seveda sproti tudi ustvarjati, jasno se je profitabilen, želje, ne potrebe. Naše osnovne biološke potrebe že zdavne zadovoljene. In če bi bilo tako preprosto, potem bi morali biti bolj ali manj vsaj v svetu, v katerem mi živimo, ker nismo ravno iz Sirije in Afganistana in tako naprej, bi morali biti srečni. Pa niti približno nismo. Zato, ker sreča nima nobene neposredne in resne zveze z potrebami ljudi. Z željo pač. Ampak o naravi želje nam pa pove natanko Freud. Želja, zdaj pa lahko uporabimo recimo njegovo topologijo duše. Želja je najprej nezavedna. Želja je po definiciji nezavedna. In njen nastanek je v bistvu zelo zapleten, zelo kompleksen. Ampak se zdaj bomo ukvarjali. Imamo drugo temo. Nezavedna želja ima v življenju posameznika nenavaden status, kajti na delu je spontana zmota, če lahko tako rečem. Spontana zmota, ki jo ima vsaka zavest. Vsaka zavest zmotno verjame, da je človekova želja vezana na objekte. Se pravi, da obstajajo objekti, ki zadovoljujejo naše želje. In gotovo se kdaj tudi zgodi, da se, vsaj v imaginarijih, Lacan poudarja, se to zmeraj z lahkoto zgodi, da se želja in objekt vsaj za nekaj časa za silo ujameta. Ima človek občutek, da je recimo zadovoljil kakšno svojo željo. V resnici jo pa ni. Kajti objekt nezavedne želje je odsotnost objekta. To pa s pridom izkorišča industrija sreče kot ključni del sodobnega neoliberalnega kapitalizma. Kajti zaradi odsotnosti objekta želje lahko empirične dobrine, ali pa zaradi mene tudi duhovne dobrine, vsaj začasno zares dobijo status objekta želje. Ampak samo začasno. In to gre zopet na roko samemu kapitalizmu. Kapitalizem po definiciji, ker je pač temeljina profitabilnosti, mora, ne zato, da bi zadovoljeval človekove, ne me sazuvati, kakšne za človekovo potrebo pa zadovoljuje vsake 3 mesece nov iPhone, ne mi govoriti. No. Katero človekovo potrebo pa to zadovoljuje? Lepo vas prosim. In zakaj vsake 3 mesece treba novega narediti? Zaradi profitabilnosti. To je nobene zveze s posamezniki, z njihovim srečo ali pa željami. Na nek način željami pač, ne? Ker človek je sposoben, in to nam pove Freudova koncepta o topologiji duše. Človek je zmožen tako hitro, kot je lahko sprejme nek objekt, da je res objekt želje, ga je sposoben tudi opustiti. Človeku lahko v zelo kratkem času, celo v hipu, objekt želje postane nagnusen. Nekaj, kar ne pomeni nič. To se lahko zgodi v trenutku in se dogaja. Vedno znova se dogaja. Zato tudi proizvedemo toliko smeti, zato mečemo stran na pol dobre izdelke ali pa celo še skoraj nove. Ker je kapitalizem pogruntal prek industrije sreče, kako ustvarjati, spreminjati, preoblikovati realnost, da bodo ljudje vsaj za silo verjeli, da zares izpolnjuje njihove želje. Ta čas, v katerem smo zdajle, je eklatanten primer tega. Danes, ta hip, zdajle, vam kapitalizem tam zunaj obljublja vsako željo, vam lahko izpolni. To boste poslušali do konca meseca vsak dan, nič kolikokrat, če to hočete ali ne. In marsikdo vam bo tudi želel, to vam zelo rad, marsikdo vam bo želel, da bi se izpolnile vse vaše skrite želje.
meni gre kar lesi po koncu, ko mi začnem dogovor. A veste, sam pomislite, kaj so skrite želje pedofilov, recimo. A si lahko predstavljate? Nažalost lahko, ne? Kaj so skrite želje, ne vem, lastnikov kapitala? Ja, da bi imeli vsega. Če tistega malka, ga imajo delavci, bi radi vzeli. Ne? Če parafraziram Marksa, skrita želja vsakega resnega kapitalista je, da delavci delajo zastonj in živijo od zraka. Ne pa, da jim mora še mezdo dajati. Delavci samo strošek. Torej, vse skrite želje, da se vam izpolnijo. Dajte si prosim raj kaj drugega izmisliti. No, vsaj mečkam bolj inteligentnega, če boste že glih komu želeli kaj, glede njegovih želja ali njenih želja. Ne? In zdaj gremo k temu, kar je najlepše. Malo glih še tog časa. Da naredimo en uvod. Ne? Veste, gotovo veste, da se Lacan loti etike, psihoanalize na zelo poseben način. Nihče še ni naredil česa podobnega. Namreč, loti se branja nekega teksta, Sofoklejevega teksta, bere Antigono, najprej bere Antigono. Govorimo o etiki psihoanalize, Lacan pa bere Antigono, kar je zelo zanimivo. In ve tudi, da je v Antigoni zelo veliko pisal Hegel, ki je bil vsekakor filozof. In Lacan tudi govori o etiki psihoanalize. Zakaj o etiki psihoanalize? Zakaj ne govori o etiki? Zakaj ne reče, jaz bom poskušal napraviti in pisati filozofsko razpravo, še eno v vrsti razpravo o etiki, ki jih je že tako dovolj. Ne naredi tega. Reče, govorili bomo o etiki psihoanalize. Zakaj ravno psihoanalize? S tem, da tudi če rečemo, da je analitik, kar zagotovo je, moramo takoj dodati, da je psihiater. Kar tudi je. Kar je psihiater. In piše o etiki psihoanalize in bere Antigono. Poskušajte ponoviti kaj takega danes. Ali pa najti nekoga, ki bi kaj takega ponovil. Poskušajte najti psihiatra, ki bere Antigono in razmišlja o etiki psihoanalize. Naprimer. Da bi parafrazirali, morda parafrazirali to, kar Lacan piše na sebi seminarju. Zakaj bere Antigono? Ko bere Antigono, oziroma še predno se loti Antigone, Lacan nekaj ve, mora nekaj vedeti. Ve vsaj to, kar mu je povedal Freud. Torej, človek je bitje gonov oziroma pulzije, kar pomeni, da je zmožen za odpiranje do nečesa novega, tudi radikalno novega. Ve, da je treba resno razmišljati o topologiji duše in to seveda je neposredno povezano s tem, kar stari Grki imenujejo skrb za dušo. O tem je veliko recimo pisal Michel Foucault. Skrb za dušo. Lacana gotovo zanima ta izraz, ta grški izraz. Skrb za dušo. Kaj je lahko skrb za dušo v perspektivi etike psihoanalize iz leta recimo 1960, ne iz leta 400 pred našim štetjem. Kako bi stari Grki danes razmišljali o skrbi za dušo? Kateri ideal je tisti, o katerem bi mislili danes? Oziroma, ni treba, da naredimo tak velik preskok. In Lacan to ve. Govorimo o idealu, o katerem je pisal Sofoklej. Torej, eden od njih. Eden od starih Grkov. Sofoklej je o tem pisal, čeprav ni imel konceptov, ki jih ima Freud, oziroma jih ima Lacan. Kar je seveda prednost, oziroma privilegij enega in drugega. Torej, lahko beremo Sofoklejevo Antigono in razmišljamo, kako bi stari Grki razmišljali o skrbi za dušo danes. In bi prav gotovo lahko domnevali in bi bili upravičeni in smeli bi domnevati, da se 2400 letih kakšen nov koncept pa že razvil, da bi znali povedati kaj novega. Zato je tudi Foucaultovo vračanje k starim Grkom, seveda ni zgolj to, da ponoviti za Grki to, kar so oni že rekli. Kje pa? Gre za to, da se od njih nečesa nauči, da bi lahko mislil na nov način skrb za dušo. In seveda v tej perspektivi že lahko omenimo, mislim, da sem to celo že rekel, da skrb za dušo nima absolutno nobene zveze s tem, kar danes ponuja industrija sreče. Nobene zveze nima. Zakaj ne?
česa zastopniki industrije sreče danes preprosto ne morejo misliti, nimajo koncepta. Kratko malo se ne zavedajo, kaj počnejo. Čeprav seveda mislijo in verjamejo, da, kot sem že prej rekel, je ekonomija namenjena za zadovoljevanje človekovih potreb in da je kapitalizem blago produktiven in učinkovit in da na veliko zadovoljuje potrebe in tako naprej ljudi. Ni res, tega preprosto ne dela. Dela nekaj drugega. Dela pravzaprav nekaj, kar je zelo destruktivno. Pa ne mislim samo na climate change. Mislim še na nekaj drugega in upam, da bom to v tem času, ki ga še malo pokazal. A ga imamo? Imamo. Torej, kaj mora Lacan vedeti, preden začne brati Antigono? Tisto, kar sem že prej govoril, se pravi, govorimo o topologiji, govorimo o diskontinuiteti. To, kar je strašno zanimalo Freuda. Spomnite se tistega njegovega temeljnega vprašanja, ki smo se ga že dotaknili, namreč, kakšen bi bil pacient po koncu analize? Če analiza ni zdravljenje in ni terapija, kaj potem je? Že smo ugotovili, da nas v analizi zanima resnica pacientovega trpljenja. Se pravi, pacient bo v teku analize imel opraviti z resnico lastnega trpljenja, se pravi, bo nekaj počel. Vemo, kaj bo v analizi počel, v analizi bo mislil. Zato je analiza strogo vzeto, neposredno, neločljiva od filozofije. Pacienta zanima resnica, filozofa pa tudi. Pacienta mora resnica zanimati. Recimo resnica njegovega trpljenja, resnica nezavednega. Odkar je Freud odkril nezavedno, o tem sem govoril zadnjič, tukaj, prejšnjem srečanju, se je status uma oziroma razuma bistveno spremenil. S konceptom nezavedno. Zanimivo je, da danes pravzaprav ne boste našli človeka, ki bi se sploh še ukvarjal s tem, kot da nezavedno ne obstaja. Kot da je Freud izumil nekaj, kar je nesmisel. To je zelo zanimivo, zelo simptomatično, da se ljudje s tem ne ukvarjajo. V industriji sreče seveda pa sploh ne. Torej, in mora vedeti, oziroma domnevati, Lacan mora domnevati, da je možno odgovoriti na vprašanje, kaj je tista moč v meni, ki je močnejša od meni, tista sila, ki se ji ne moram upreti, s katero pravzaprav sploh ne vem, kaj narediti. Zaradi katere čutim, da sem podrejen, da sem na določeni točki svojega življenja, na določeni ravni svojega življenja preprosto nemočen. Nečemu se ne morem upreti. Nekaj ponavljam iz dneva v dan, tudi če tega nočem. Torej, Lacana zanima, kako na to vprašanje odgovoriti. In zato, ker ima že dovolj konceptov v roki, izbere natanko Antigono in mora jo izbrati. Antigona uteleša pravzaprav vse odgovore na vprašanja, ki smo jih zdaj zastavili. Če gremo po vrsti. Vsi veste, da po spopadu, po državljanski vojni, po bratovojni vojni v Tebah, napoči trenutek, ko tebanski kralj reče, odloči se, in pravzaprav ima v rokah močne argumente. Po zakonu je tako, da je Polinejk, Antigonin brat, izdajalec in izdajalca ne bomo pokopali, oziroma izdajalec je izmeček, tako rekoč ni človeško bitje in ga bomo vrgli na smetišče. To so naredili, vrgli bomo na smetišče. Ne more biti znotraj obzidja, na smetišče, on je izdajalec, skratka, ni vreden, da se sploh ukvarjamo z njim. Antigona pa reče, da ne bo šlo tako preprosto. Ona pa reče, čeprav je še skoraj otrok, da je Polinejka treba pokopati in konc. In se sklicuje na nekaj, česar sama pravzaprav ne more razumeti. Zato moramo to vzeti z določenim zadržkom. Ali pa pravzaprav tudi ne. Zelo pomembno je, da se sklicuje na nekaj, česar sama ne more razumeti, namreč na voljo bogov. Oziroma na zakon bogov, za katerega pravi, da je od vekomaj. Na starodavni zakon bogov. Se pravi, mrtvega je treba pokopati, ne glede na to, a je izdajalec, ali ni izdajalec, ali je uno, ali tretjega, kaj je. Treba ga je pokopati, ker preprosto to
pritiče, če lahko tako rečem, človeškemu bitju, naprimer. In Antigona reče, da bo pri tem ustrajala in konec. In da če ga ne bodo pokopali, ga bo pač pokopala sama. In to tudi poskuša narediti. In Kreon ne more razumeti. Za njega je neodgovorljivo vprašanje, kaj Antigona hoče. Kaj bi rada? Čeprav je na neki osnovni ravni popolnoma jasno, kaj bi rada. Pokopljite Polinejka. To je zelo zanimivo z vidika topologije človekove duše oziroma psihične ekonomije, recimo Kreona v tem primeru. Zakaj on preprosto reče, pravzaprav se je res, starodavni zakon, se ga ne pozna samo Antigona, če je res starodavni zakon, ga ljudje vsaj intuitivno vedo za njega. Se ga ni Antigona izumila v tistem trenutku. Tega zakona ni izumila. Se smo sklicali na njega. Lahko bi ga poznal tudi Kreon. Lahko bi se pravzaprav dal tudi poučiti, pa bi rekel, draga Antigona, kaj pa ti misliš s tem? Zakaj vztrajaš, bla, 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 bla. Pa tega ne naredi. On zgolj vztraja pri svojem. Antigona pa tudi. Govorimo o neki sili, za katero bi morda lahko rekli, vsaj pri Antigoni, da je močnejša od nje same. Očitno je videti, ko berete Sofokleja, da Antigona ne bo pustila. To je takoj. Očitno, da od tega ne bo odstopila. Ona vztraja in je videti, da pravzaprav nenehno počasi drsi k lastni smrti in dejansko tudi na koncu umre. Vidimo torej, da je v tej njeni drži, to na začetku vidimo, nekaj destruktivnega. Prav gotovo je. Ampak ona se sklicuje na starodavni zakon, ki mu Kreon ne more odgovarjati. Kreon ne more iznajti dobrega odgovora na vprašanje, zakaj ne bi pokopal človeškega bitja, ne glede to, da je izdajalec. Podobno vprašanje imamo mi v Sloveniji, na Pladnju, že nekaj časa. Imamo isto vprašanje. Pokopati mrtve, vse mrtve, vsakega mrtvega. Pol, kasneje, pa lahko razpravljamo, ali bil naš, ali bil vaš, ali bil sovražnik, ali ni bil sovražnik, ali izdajalec, ali ni bil izdajalec, ampak najprej treba pokopati. Gre za neko posebno simbolno dejanje. Antigona vztraja, da smo ljudje simbolna bitja in da je treba človeka pokopati in konec, da je tak pač starodavni zakon. Kreon ne more razmišljati o tem, preprosto ne more, on je zaslepljen. On vztraja pri svojem, če da je on kralj, če da je on vladar, da so zakoni taki, kakršni so, in pika. On je trd, on ne popusti in tudi ne zna misliti. To je zelo pomembno. Oba torej vztrajata. Ampak, saj jaz mislim, da je tako, zdaj ne vem, kako so razpoloženi gimnazijci, ko to berajo, ampak verjamem, da bi lahko bili spontano na strani Antigone. Ni nujno, da je tako. Ni nujno, ne vem, ali je ali ni, lahko bi pa bili. Zaradi odprtosti človeškega bitja, zaradi odprtosti bi človek že spontano lahko bil na Antigonini strani. Morda ne bi znal povedati, zakaj je na njeni strani, morda ne bi znal povedati, zakaj ima prav, ampak intuitivno bi čutil, da najverjetneje pa ima prav. Mrtve je treba pokopati. Potem, v nekem drugem dejanju, bomo pa razmišljali, kdo je bil na ta pravi strani, pa kdo je bil na ta pravi strani, oziroma katera je bila sploh ta prava. In lahko bi se šli pol sodišče in lahko bi ugotavljali, ali Polinejk res bil izdajalec, ali ni bil izdajalec, kaj je naredil. Vse. Govorimo o nekem osnovnem simbolnem dejanju, ki ga zmore vsako človeško bitje in Antigona to zastopa. Antigona pravzaprav pravi, vsako simbolno bitje to zmore ubogati ta starodavni zakon, ki, čeprav je Antigonino delovanje očitno destruktivno, za njo prav gotovo je, saj na koncu umre, čeprav je torej destruktivno, pa je v nekem smislu šele zares konstitutivno. To spoznanje s pridom izkoriščajo recimo vse resne grozljivke, srhljivke, ki nam pripovedujejo zgodbo o tem, kako človek, ki ni bil pokopan, recimo, ali pa ni bil ustrezno pokopan, kako se vrača in streši žive. To je temeljna ideja. Tisto, kar je konstitutivno za ljudi in občestvo, kar jih živimo. To je to, kar nas konstituira kot občestvo, kot skupnost. In nas, kot posameznik, kot simbolna bitja, so simbolna dejanja. In obstajajo, če lahko tako rečem, neka
elementarna, osnovna, simbolna dejanja, o katerih govori etika. Mi potrebujemo koncept etike natanko zaradi tega. Obstajajo elementarna, simbolna dejanja, ki so konstitutivna. Če jih ne opravimo, ali pa če jih ne pravimo tako, kot je treba, veliko tvegamo, lahko veliko izgubimo. Destrukcijo, ne vem, mislim, da sem že omenil tole serijo The Walking Dead, to je fenomenalna serija, to je res treba gledati. Mislim, da je v mnogočem, ta serija je v mnogočem izjemno, izvrstno razmišljanje o teh, ki so še živi, in o njihovih odnosih do teh, ki so zombiji, ki so pravzaprav mrtvi. Izjemno zanimivo razmišljanje. Še eno elementarno simbolno dejanje je, ki ga Antigona zastopa. In to je zmožnost, da, če sem prej rekel, da človek, ko spontano zazna, da je v njem sila, ki je močnejša od njega, človeka to ponavadi spravi v stisko. V stisko, ker tega čisto dobro ne razume, najverjetneje pa tudi tako vzgojen, da bi, ne vem, ljudje imajo to zelo radi, vzgojitelji imajo to radi, starši imajo to radi, in tudi potem tisti, ki so deležni taki vzgoj, imajo to radi, da človek s pomočjo svoje volje lahko naredi ne vem kaj. Ni res. Določene stvari lahko se, določenih pa ne more, nikakor. Je volja bistveno premalo. Potrebujemo druge koncepte. In koncept gona ali pulzije je natanko ta. Antigona tudi čuti, morda tudi ve, da obstaja sila, ki je nad njo, ki je močnejša od nje. In ve, pazite, to, kar je tudi Martin Luther vedel, da ne more odstopati od tega, kar pač terja od Kreona, pokopljite Polinejka, tudi če bi hotela. Antigona se tudi z močno voljo ne more upreti lastnemu početju. Lastnemu ustrajanju se ne more upreti. V njej je nekaj, kar je močnejše od nje. Drugo ime za to je moralni zakon. Ali pa etični, če hočete. In to je uvod v to, kar je v naslovu 7. seminarja. Naslov 7. seminarja je to, mora biti etika psihoanalize. Etika, torej kot tista beseda, če lahko rečem, koncept, ki na izjemen način, na novo misli Freudov koncept gona smrti, tiste destruktivne sile, ki jo razumemo v primeru Antigone, ki je destruktivna, ona umre zaradi tega, štalo naredi, prepirajo se in tako dalje, ljudje, ki so pač takrat leteva po tej vojni. Gotovo je to neprijetno, Kreon je besen, Antigona, njena sestra je smena, pa skratka se pogovarjajo, ni fajn, gotovo ni to v redu, gotovo niso srečni. Se pravi, je na delu destruktivna sila. Ampak hrbtna plat te destruktivne sile je pa čista afirmacija življenja. Mrtve je treba pokopati, amen. Se pravi, to, kar Freud imenuje Thanatos, gon smrti, je v resnici najbolj afirmativna življenjska sila, ki jo je lahko razumeti tudi v luči tega, o čemer je približno v istem času, kot Freud razmišljal Nietzsche. In to je volja do življenja. Ne tisto volja do človeka, pa volja do oblasti. Ne. Treba natančno brati Nietzscheja. Volja do življenja, ki se kaže v zmožnosti, recimo, simbolnega bitja, kot Antigona, da ustraja celo za ceno lastne smrti, ker preprosto ve, da tudi če bi hotela se upreti, se ne bi mogla. Se pravi, obstaja neka meja, do katere recimo Kreon sploh ne more priti. On je vladar, on je človek, ki je pač navajen na načine življenja, ki so takrat vladali v Teba, zastopa zakone, navajen je ukazovati, ljudje ga morajo bogati, bla, bla, bla. On ne more do te meje priti. Antigona je prišla, ampak tudi pacient pride. To je tisti zadnji odgovor na Freudovo vprašanje, kakšen naj bi bil pacient, ko zaključi analizo. Ne normalen, v nekem radikalnem smislu, ravno nenormalen.
Če je normalno tisto, kar je povprečno, kar je prevladujoče v določenem občestvu. Zakaj ne? Zato, ker je prišel do spoznanja, pacient namreč. Je prišel do spoznanja, Antigona ni prišla do spoznanja, je prej umrl, tudi ni bila deležna, recimo analiza, pa filozofskega diskurza, ker ni bil nihče sposoben se z njo pogovarjati na ta način. Pacient pa ima to možnost, ima analitika, ima analitični diskurs, ki ga pripelje do roba njegove eksistence. Na tem robu, na tej meji, pacient na novo, še nikoli v življenju se mu to ni zgodilo, še z nikomer se ni tako pogovarjal, nekje tudi ni tega prebral, ali pa tudi če je, tega ni tako razumel, dobi na tej meji, torej dobi izkušnjo, ki jo ima natanko Antigona, da obstaja v naših življenjih nekaj, da obstaja trenutek, ali pa če hočete v obzorjih Freudove topologije duše, da obstaja topos, obstaja kraj, na katerem brezpogojno vztrajamo pri nečem, kar je dobro samo po sebi. Ne zato, ker sem jaz rekel, ali pa zato, ker sem nekje naučil, ampak zato, ker sem spoznal, da obstajajo zadeve, ki so dobre same po sebi. In da te zadeve terjajo od mene kot simbolnega bitja, prvič, da jih razumem, in drugič, ko jih razumem, ko sem jih res dojel, da pri njih vztrajam. Zdaj pa se zaključil. Kaj se pa dogaja danes, kako deluje, da bomo malo na ravni tega vprašanja, ki je tako, ki je v današnjem srečanju, kako deluje industrija sreče? Industrija sreče od vas vsaj 3 stvari ne terja. Terja cel kup enih stvari. To, da ste nori, pa da imate veliko denarja, pa da zapravljate. Ampak 3 stvari pa ne terja od vas. Ok, 3 ne terja. In te 3, ki jih ne terja, so pravzaprav nevarne. Nevarne so za sam kapitalizem, ne samo za industrijo sreče. Obstajajo 3 stvari, ki so nevarne. V strogem pomenu besede. Prva stvar, ki je pravzaprav nasprotje od tega, kar kapitalizem od vas terja. Kaj terja kapitalizem? Vsak dan, danes, jutri, vsak dan se boste zavedali tega, zdaj, ko boste tekali po trgovinah, se boste vsaj nas spomnili tega večera. Boste rekli, kaj je jutri, mater, koliko je imel prav? Sigurno boste to rekli. Namreč kaj? Kapitalizem, industrija sreče od vas terja neverjetno, če je možno, brezmejno, neskončno, frenetično aktivnost. Aktivnost. Biti morate aktivni. Poskušajte biti primer, ne vem, 2 uri, gledajte v zrak, ampak ne tam nekje opuščavi, kar se noben ne vidi. Tako da bodo ljudje okrog vas, ne, in sigurno vas bo začeli čudem gledati, kaj je z vami narobe. Ok, se pravi, to terja od vas. Ne terja pa tega, ne, kot sem rekel, gre nasproti, se pravi, ne vem, po domaču bi se temu rekel, lenarjenje, ali pa zdaj je en fajn rekel, na televiziji je bilo, lastnik enega lokala, mora biti v Ljubljani, ki je takega, in je rekel, da prihajajo ljudje v njegov lokal in to na veliko, ne, in zdaj je to fajn za biznis, ne, pravi, ampak veste, kaj sem pa opazil? Ljudje prihajajo v moj lokal, ne, ampak zabavajo se pa ne. Pridejo, ne, v lokal, zakaj greste v lokal? Naprimer, ne vem, po moje, se sprostite, pogovorite s prijatelji, ne vem, da vam je fajn. Ampak ta gostilničar, kaj že je opazil, da ljudem sploh ni fajn, da so čisto nori. Tudi ko pridejo v lokal, da bi se malo spočili, to je pravzaprav kaj, prazen čas, neki pijuckaš, malo klepetaš, malo čvekaš in tako naprej. Ni res, gledajte ljudi, ko so v lokalu. Pa če bi imel napravo, recimo, s katero bi imel stopnje količino kortizola, kar bi videl, da so na splidu imate, na ekstaziju so. Še takrat, ko so primir, so na ekstaziju, se zdi, kot da so na ekstaziju. In ta nori čas, zdaj, ta december, dejansko to od ljudi tudi pričakuje, da bodo bolj ali manj vsi, kot da bi bili na ekstaziju. In tudi so, večina ljudi je na ekstaziju, figurativno rečeno. Spravi, od vas torej ne terja miru, počivanja, brezdelnosti in tako naprej. Seveda ne. To je ena stvar. Druga stvar, ki jo tudi ne terja, industrija sreče, ne terja razmišljanja. Vi ne rabite razmišljati, strogo ne rabite razmišljati o ničemer. Vi rabite samo trošiti.
kar pomeni menjati dobrine za denar, to je vse. In se pretvarjati, kako silno težko, kar pravzaprav tudi je, kako silno težko je danes izbrati, naprimer zdaj pravo darilo. Cel kup ljudi recimo na robu živčnega zloma, kako hudiča zbrati pravo darilo. Torej, to je druga stvar, ki jo ne terja. Kapitalizem, današnja industrija sreče od vas misliti, ni treba. In tretja stvar, ki jo definitivno ne terja, pa je, čeprav zdaj bi moral kdo plan, ko bom to le povedal, bi se mo zdaj oglasil cel kup ljudi. Ne, to ni res. Zanima, če se boste. Ne terja solidarnosti. To pa ni. Ja, seveda, vsak večer koncerte, dobrodelne prireditve in tako naprej. Ne vem, če ste že kdaj kaj se resno poglobili v, kako bi temu rekli, solidarnostni kapitalizem ali pa kapitalizem solidarnosti. Obstajajo zelo zanimive razprave o kapitalizmu solidarnosti ali pa te dobrodelnosti, kapitalizem dobrodelnosti. Tam se še ne obračajo veliki profiti. Čeprav ljudje mislijo, da ravno obratno, ne, unika imajo, dajo tistim, ki nimajo. Videti je sicer že tako, v resnici pa ni. Danes je to ena najbolj profitabilnih, to je zdaj zavestno, vem, kaj govorim zdaj. To je ena najbolj profitabilnih dejavnosti je danes, dobrodelnost. Ker sem že prej rekel, kapital ni samo denar. Kapital je mnogo več. Kapital je tudi premoženje. Zlasti je pa kapital to, kar je napisal Marx že pred 150 leti. Medsebojni odnosi. To je kapital. Poleg denarja. Ko govorijo o lastnikih kapitala, pravzaprav ponovadi ne vejo, o čem sploh govorijo. Mislijo, da so to tisti ljudje, ki imajo denar, ki dajo denar za, ne vem, vse ni res. Lastniki kapitala so lastniki medsebojnih odnosov, ki jih preko seveda različnih vzvodov in eden je industrija sreče, zelo spretno držijo v šahu. Zelo spretno pa pomeni na način, o katerem smo danes malo spregovorili, skozi psihologijo ali raje psihoanalizo človekove duše. Zelo spretno skozi Freudov koncept psihične ekonomije. Veste, vi zelo spretno lahko zadolžite ljudi, ko jim dajete na videz nekaj dobrodelnega, zastojnega. Jaz sem zgolj dajam in nič ne pričakujem za nazaj. Preprosto ni res. Vsak resen, ne vem, Donald Trump recimo zdaj, ne, ta sicer ni resen, no, ampak vsak, ki se loti recimo kakšne te kampanje, ne, izkorišča natanko to. Ne. Ko sem kandidat za predsednika, seveda najprej porabim ogromno denarja, oziroma ga itak dobim, ne, če nisem ravno on, ne, ga dobim od donatorja, sponzorja, kogarkoli že, od korporacije, ne, in vam obljubljam, jaz sem samo obljubljam, kaj vse bomo naredili, ali pa bom naredil, za vas seveda. Potem pa, ko slučajno res postanem to, kar pa sem, kaj je prva stvar, ki se mora zgoditi? To, da vi na nek način meni vračate. Saj ni nujno, da se sploh kot posamezniki tega zavedate, da vračate. Ker ni treba, da se zavedate. Ni treba o tem razmišljati. Dovolj je, da pristanete na družbene mehanizme, ki že delujejo. Eden od njih je industrija sreče. In dovolj je, da ne razmišljate in da mi recimo ne ogovarjate. Sicer se ljudje ponavadi malo pritožujejo, ne? Ja, prej lepo govoril, zdaj pa pol tistih obljub ni izpolnil, bla, bla, bla. Pa kaj? Pa nič, ne? Človek je pač še naprej tam, kjer je, ker hoče tam biti. In medsebojni odnosi niso samo to, česar se ljudje zavedajo. Medsebojni odnosi so najprej in bistveno nezavedni. So vse tisto, česar se ljudje ravno ne zavedajo. Saj se tudi industrija sreče tega ne zaveda, ker nimajo toliko znanja, pa spet ne, ampak deluje. Zanje je pomembno samo to, da deluje. In manj, ko ljudje razmišljajo, bolj deluje. Potem se ljudje sprašujejo, zakaj za Boga to deluje tako, kot deluje? Ja, zato, ker o tem nič ne mislite. Kaj ti, če bi mislili, bi se zgodile zelo zanimive stvari. Če bi začeli misliti, vsaj večjem obsegu, recimo, kot ljudje mislijo, tako kot, naprimer, v analizi pacient mora misliti, naprimer, o resnici lastnega trpljenja. Če bi se ljudje naučili misliti resnico lastnega trpljenja,
bi najprej ugotovili to, kar je spet eden od aksiomov psihoanalize. Namreč, in tle se Lacan spet navezuje na tisto znamenito Freudovo spoznanje, da imajo ljudje radi svoje iluzije, celo bolj kot sebe. Namreč, z razmišljanjem bi najprej ugotovili, da nekaterih iluzij kratko malo več nočete. Ker vam itak ničesar ne prinesejo. Pravzaprav vas delajo samo dolgočasne pa prazne. To je prva stvar. Ljudje bi množično začeli ugotavljati, kot sem prej rekel, če zdaj lahko parafraziram, a veste, kaj bi začeli ugotavljati? Natanko to, kar je ona zapisala v svojem pismu. Kaj vse bi se moralo zgoditi, pa se ni. Na nek način, jaz ne mislim seveda na tak zelo preprost način v smislu raznih teorij zarote in tako naprej. Ne, v nekem zelo zapletenem, kompleksnem smislu nas pravzaprav nenehno vlečejo za nos. Nenehno nam prodaja jajca, mi se pa nenehno zahvaljujemo. Tako, zdaj moramo pa nehati. Ja, tale Bill Gates, mislim, da je tak, sem na hit preletel, da je zadnjič z ženo s tak širko dobila 45 milijard v dobrodelne namene, s tem, da mu je samo 1% delnic, da se je vse odpovedal. Sej, jutri jih bo dobil pa 90 nazaj. No, to ve. Prosim, to so pa to reči, da ste omenil Kantigona, ne? Mi, današnjega bralca, velike večine, ljudi, ki bi bral Kantigono, bi bila ona luza, ne? In v dobi uspeha, bom rekel, sedanje moderne družbe, če pogledamo, je kot ene vrste čredni nagon, da se ljudje avtomatsko postavljajo na stran zmagovalca. Ko se nekaj zgodi, ja, pustim ga, klasična fora. Točno zato, to, kar ste omenili, ker nimajo prvič, je možno tudi to, da ljudje nimajo vlastnega jaza in tukaj pa psu. Jaz imajo, ker ga imajo pač po definiciji, drugače se pa strinjam z vami. Ja, jaz se popolnoma strinjam. Če bi si pogledali, recimo, če imeli eno predavanje, kaj je ena od osnovnih idej logike potrošništva, recimo tam od Bernaysa naprej, tam v 20 let, recimo v ZDA, 20 let 20. stoletja naprej, ko on na veliko uspeva z novimi propagandnimi prijemi, pravzaprav jih prej kaj dosti niti ni bilo. Če bi to spremljali, bi ugotovili tanko to, ja, eden od osnovnih sloganov, se pravi, aksiomatskih sloganov, tako rekoč vsake propagande je, da sporoča ljudem, na zelo subtilne načine, seveda, to bi enkrat lahko vzeli pa kakšne primere pogledali, kaj jim sporoča? Ja, bodite kakor jelite. Ja, kaj pa vsaka manekenka, ki se sprehaja gor pa dol sporoča vsem tistim bolj ali manj zavaljenim, debelim in ne vem kakšnim ženskam, ki imajo preveč kil, bodite kakor jaz. To so zelo trivialne zadeve celo, ampak delujejo. Ja, se strinjam. Danes smo v veliko večji meri, kot recimo pred 100 leti, ljudje podrejeni natanko temu. Ja, bodite kakor elite, oziroma elite so, po definiciji, pravzaprav, če bi vprašali navadne ljudi, bi verjetno dobili kar veliko odgovor iz tega registra. Pripadniki elit so po definiciji, torej, lepo so oblečeni, lepo izgledajo, recimo, da so bolj ali manj mladi, ali pa saj izgledajo mladi, recimo Berlusconi in tako dalje. Praviloma so športniki, se tudi športno obnašajo, jasno imajo veliko denarja in lepe avtomobile in bla, 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 bla. In potem človek reče, ja, se je res, mislim, a ni pravzaprav to tisto, kar je smisel. Danes z lahkoto zagovarjamo, recimo ta koncept, ki ga včasih tudi uporabimo, naprimer, zakaj so elite proti, recimo, komunizmu ali proti socializmu. Zato, ker ga že imajo. Če sam pomislite, če pomislite, ali bi želeli živeti, recimo tako kot en elit, izberite si katerega koli, se meni vsem katerega. Zadnjič, recimo, mislim, da sem se pogovarjal z nekom, mislim, da mi hčerka vprašala nekaj takega je bilo. Recimo, kako živi, ne vem, en ultra uspešen, ne vem, Brad Pitt, no. Mislim, da je bil glih Brad Pitt, če se ne motim. Pa Johnny Depp, vse. Prav tako sva modrovali, kako on živi, recimo. Zjutraj vstane v, ne vem, hiši, ki ima 25 kopalnic, 23 spalnic, ne vem, džakuzi, bazen, ne vem pa vse. Ok, zlatih rjuhah ali kašnih, kao in kašnih. Zdaj so zelo zabavne zadeve lahko. Kaj pol naredi?
A gre v službo, ja pa kvaše, v službo mora vesti, ne? Ona gre v službo. Dobro, lahko da snima film, pa to ni služba, ne? Kaj pol počne do večera? Ja, zelo zabavne zadeve so to, ne? Na nek način, seveda, ampak v resnici so perverzne. Ja, se strinjam na stran elite, seveda, zato ker bi radi bili elite. Po malem, ne, material bi pa tudi rad, ne? A veste, ljudje maštajo o tem, če bi imel 3000 evrov plače na mesec neto, ne? To bi že kar bilo, jaz bi bil že kar za vraga bi bil zadovoljen, ko bi imel 3000, bi hotel pa 30 000. Tako da ja, se strinjam. Matematiko, ko se bo dotika tega, je pa tako, da recimo, če kapitalizem gleda na brezposelne kot na nekaj ljudi, ki pač niso sposobni, nekaj narobe z njim, zato ker niso na trgu, niso aktivni, da delajo. In če ti ljudje, ki so brezposelni, so v zavodu za zaposlovanje in tam seveda najprej se učijo pisati vloge, prošnje, pošiljati, jih analizirajo, delajo teste, potem pa jim rata pošiljati, se pravi, na objave in čakati na odgovore. Skratka, 100 000 ljudi v Sloveniji je v teh ciklu, da bi prišel do industrije sreče, da so šele vzvodje. Zdaj pa vprašanje je, zavod se imenuje Zavod za zaposlovanje, ampak dejansko zaposluje. Se pravi, agencije imajo prej to posrednike, še vedno. Komunikacijo z kapitalom. Ja, sam na eno stvar morate biti pazljivi, to bi rad komentiral, namreč ne moram se strinjati, in to ni res, da recimo kapitalisti ali pa kapitalizem sam, včasih tako reče, ne mara delavcev ali pa da misli, da so manj sposobni. Ne, mislim, da je zadeva hujša. Za kapitalista, on je lahko, če bi zdaj tukaj sedel, ne, mogoče nekaj še kapitalist zdaj sedi, ne? Če bi zdaj sedel tukaj en kapitalist, kako? Ne dvigne roko. A ja, ne dvigne roko, ja. Sej vem. Ampak lahko bi pa bil, ne? Ampak če bi bil zdaj, mislim, da bi bili priča, če bi kaj povedal, ne? Če bi ga povabil sem na gor, mislim, da bi priča zelo patetični zgodbi. Kaj bi vam povedal? Jaz sem glih tak kot vi, imel sem pravzaprav srečo ali pa s trdim delom sem se iz, ne vem, une šupe, ki smo začeli z 2 kladivoma pa 2 žepi, prebil do te megakorporacije. Se tudi vi lahko uspete, jaz sem zgolj sledil svojim sanjam. Ne, seveda, jaz sem zelo zaskrbljen za teh 100 000 ljudi, ki so nezaposleni, veste, se jim dajem vsak mesec, ne vem, v en sklad. Jaz bi blazno rad, da bi bili zaposleni, ampak, ne pa bi pa sledil ampak. Do tukaj bi povedal vse to, kar lahko poveste vi ali pa jaz. Ok, potem pa sledil ampak. In temu ampak moramo prisluhati. Ne smemo prehitro planiti po njih, čez da so zlobni. Ne, on bi rekel tole. Veste, mene tudi trgi name pritiskajo, davkarija pritiska, ta vlada je čisto zmešana, ker še zdaj noče sprejeti nekaterih ukrepov, da bi bila cena delovne sile zmanjšana. Veste, tam zunaj je huda konkurenca, jaz moram preživeti v brezkompromisnem konkurenčnem boju, tam zunaj so, ne vem, levi in tigri in leopardi in jastrebi in tako naprej. Mislim, na koncu bi še mimo malo dal, po mojem. Ubogi revež, ne? 100% bi tako izgledal. Ne smemo ad personam razmišljati, on je zvit, pokvarjen, vse lahko, da kakšen tudi je. Ampak večina pa zagotovo ne. That's the name of the game. Večina kapitalistov pač vam bo rekla, in to je treba sprejeti, ker je to res. Jaz sam skušam preživeti. Jaz imam tam 200 delavcev zaposlenih, jaz si moram dati 15 colongo. Jaz moram zaslužiti toliko denarja, ne? Da jim lahko dam to, on moram dati, investirati naprej, bla. Celo ekonomijo bi vam žebral in vi ste rekli, ja, boš prav. Nima časa se ukvarjati z brezposelnimi. Nima, pa, pravzaprav ni se mu treba, se zato imamo pa zavod, ne, pa socialno državo, pa, ne vem, kaj imamo še, sindikate, pa socialne, pa ta jajca. Ne. Se pravi, ne moramo ga zagrabiti kot posameznika. Mi moramo misliti, kako deluje sistem,
Posamezniki so samo te figure na šahovnici. Nihče ne obvladuje kapitalizma. Obratno je res, kapitalizem obvladuje nas. In bolj, ko se držite, ampak to je pa zdaj neka druga tema, ne bomo nadaljevali, bolj, ko se ga držite, bolj pride do izraza ta znameniti Freudov, ne? Bolj, ko ubogate, slabše vam je. Če niste seveda tisti, ne 1%, ampak nič 1%. Vsi drugi smo pa fakt up, kakorkoli obrnete. Moramo nekaj.